Nahajamo se v galeriji Alcatraz na Metelkovi ulici v Ljubljani. Mineva namreč 30 let od tistega četrtka 26. februarja 1992, ko je notranje ministrstvo Republike Slovenije iz registra stalnih prebivalcev nezakonito izbrisalo 25.671 ljudi. Z menoj sta Uršula Čebron Lipovec iz oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani in Jelka Zorn iz Fakultete za socialno delo v Ljubljani. Lepo pozdravljeni. Pozdrav, živijo. Živijo, ja. Obe sta tudi dolgoletni aktivistki glede reševanja problema izbrisanih. Obema bom postavil kar isto vprašanje. Kako in kdaj sta se angažirali glede problema izbrisanih? Kakšna je vaša izkušnja glede tega? Katera bo začela? Jelka? Ja, bom začela. Tako, je dolga zgodba, ki bom probala zdaj skrajšati. Skratka, jaz sem bila aktivistka in raziskovala sem obenem svojo raziskavo sem delala v azilnem domu in centru za tujce, ki je takrat oba sta bila v isti zgradbi na Celovški 166 v Šiški. In takrat je bilo eno tako gibanje okrog tega, da bi spoznali te ljudi, ki so prihajali kot prosilci za azil, da bi imeli nek drug način sprejema teh ljudi, da bi se podružili in tako skratka. No, potem sem jaz se odločila, da bom to delala za mojo doktorsko nalogo, to raziskavo. Sem hodila vsak dan v azilni dom, sem tam cele dneve preživljala, se družila in potem sem tudi želela iti v center za tujce, ki je bil v 4. nadstropju in nekako so mi dovolili, da sem šla tja in prvo vprašanje socialne delavke je bilo, s katerimi tujci bi se jaz rada pogovarjala, z našimi tujci ali s tujimi tujci. To je bilo zelo nenavadno, ker ko sem prišla v ta center za tujce, to moramo vedeti, da je to ustanova z rešetkami, ustanova, ki je namenjena deportiranju ljudi, zapiranju, so bili tam ljudje, ki so govorili slovensko, ki so mi razlagali, da, ne vem, en mi je razlagal, da stanovanje v Ljubljani, svoje oblačila v Ljubljani, vse pač in zdaj mora biti v institucionalnih oblačilih in skratka zaprt. Mislim, človek je govoril, pač Ljubljančan je bil. Druga oseba podobno, ne. Bila je tako precej, videlo se je, da jo je ta situacija ali pa že kakšna odprej spravila v veliko stisko, da potem so ljudje dejansko rabili neko pomoč. Mislim, ali so jih z zapiranjem in brisanjem spravili na cesto in so jih pol zaprli, da pol več niso imeli kam iti. Mislim, te zgodbe, to je bilo res grozno, no? Tako potem mi reče, ena oseba mi reče, no, 30 let sem delal ali 20 let sem delal v Sloveniji, orang delu in zdaj dobim to. In zdaj so me spravili sem in pokaže tako pač v tej sobi stoji, kjer je on spal in pokaže na pograd. In potem ga zaprejo. Po, ne vem, 20 let ali 30 let bivanja v Ljubljani. In tako naprej. In teh zgodb za teh ljudi, ki so bili Ljubljančani, Štajerci, ne vem, s kjerkoli že, zaprti v centru za tujce, je bilo kar dost. V tistem trenutku. To je bilo seveda zelo čudno. Jaz sem si to vse prebeležila, jaz nisem vedela, kaj bi s tem. Tukaj je obstajala neka aktivistična skupina, ki, ne vem, kako se je takrat imenovala, da nam je zdaj pomešala časovno, ki je želela sprejeti prosilce za azil, ki pač tukaj v Grom, ki je bilo tako, pač zelo aktivni smo bili. In potem sem prijavila v bistvu sem se javila na eno štipendijo na Mirovni inštitut v zvezi z diskriminacijo pri državljanstvih. In jaz sem pač to prijavljala, kar sem pač tam doživljala in videla, se nisem vedela pravzaprav, za kaj gre. In na to isto štipendijo se je prijavila tudi kolegica Jasminka Dedič, ona je pa z pravnega vidika to isto zadevo, ki nekako ne za njo, ne zame ni imela smisla, oziroma
tako bom rekla, midve bolj kot da smo vedeli, zakaj gre, smo čutili, da je vse narobe. Ne. Zakaj smo lahko to čutili, to je zdaj več razlogov. Ne. Ena je, da pač rasizma, tako kot danes, je bilo v 90-ih veliko, oziroma ultranacionalizma, bi lahko rekli. Slovenija je postala samostojna država in to je imelo posledice. Mislim, nobena država se najbrž ne odcepi, brez da bi bil nek ultranacionalizem. In ta ultranacionalizem se je rolil tako preko naših življenj, čez naše hrbte in je ene bolj prizadel kot druge. Ne? Mi smo bili manj prizadete, ali pa nismo bili tako direktno prizadete, čeprav tudi smo bile, ampak smo vedeli, da so ljudje, ki pa so orang prizadeti od tega. Samo nismo vedeli, kaj je tisto bilo, ne? Kako je težko je bilo, a ne, tudi govoriti na faksu, učiti o rasizmu, nacionalizmu, težko je bilo, ker nisem točno vedela, zakaj gre. In potem so se počasi te koščki začeli sestavljati. Skratka, midve z Jasminko se nismo poznale, obedve se prijavila na to štipendijo Mirovnega inštituta, čeprav je bila štipendija samo ena. Se je takrat Vlasta Jalušič odločila, da bova pa midve vendarle obedve dobile to štipendijo, zato ker je to pomembna tema. In je tudi ona nekako znotraj Mirovnika zaslutila, vedela, čutila, ne vem, da je treba to zgodbo nekako se jo resno lotiti. Potem sem se jaz vozila po Sloveniji, delala te intervjuje, mislim, kaj sem jaz takrat vedela, mislim, to je bilo tako res pretresljivo, ne? Ljudi so vlekali iz njihovih posteljih, deportirali, ločevali družine, mislim, grozno je bilo. Zdaj, to je ena plat. Druga plat je pa, da potem, ko ljudje so že bili izbrisani, niso mogli, lahko so dali vlogo od začetka za dovoljenje za začasno prebivanje, pa potem dovoljenje za stalno prebivanje in tako naprej. Ampak to je zelo mučen in grozen postopek in ni tako lahko ga izpeljati. Zdaj, zakaj ga ni tako lahko izpeljati? In kakšne so vse ovire, sem pa zelo natančno vedela, ker je moja partnerka, moja punca je bila iz Hrvaške in se je preselila k meni leta 97. In še združitev družine nisem mogla se z njo poročiti, pa smo mogli še tega moža okoli iskati za papirje, ampak jaz sem natančno vedela, kaj smo midve dali skozi, koliko je bila ona vsakič objokana, ko sva šle na urad za tujce, njo kakršnokoli papir urejati, so njo, samo da so ji dali informacije, je ona bila čisto sebe še cel teden. Ne? Mislim, klima je bila grozna, zakonodaja, kako so jo izvajali, je bila grozna, zapiranje je bilo grozno, deportiranje, cela ta klima rasistična, da rečem še homofobna zraven, je bila precej grozna. Ampak tukaj na Metelkovi, zlasti mi smo se dobivali v Gramki, je bila seveda drugačna klima in takoj, ko smo midve z Jasminko o tem začeli pripovedovati, so se ljudje zraven vključili. In mi smo šli takoj v akcije, takoj smo delali okrogle mize, proteste in tako naprej. In še nekaj moram povedati, kako sem Acota spoznala. Aco, Aleksandar Todorović, je bil seveda tak zelo viden aktivist gibanja izbrisanih, bil že od samega začetka, prvi je nastopil na televiziji s svojo osebno zgodbo. In jaz sem šla enkrat s temi mojimi prijatelji, prosilci za azil, gremo mi na eno okroglo mizo in jaz rečem, gremo mi skupaj. Ne, jaz sem bila povabljena kot govorka, jaz sem takrat bila doktorska študentka in tako. Gremo in mi začnemo tam govoriti o mejah. Ne. Mislim, da meje pač nam zelo diskriminatorno delujejo, da imajo prosilci za azil zelo oteženo življenje, da to ni ničemer podobno in da pač cel ta režim nadzora, da je slab za ljudi. Ne. In tam so me prekinali, hodili so, da neham s tem govoriti in da govorim o nekih politikah integracije. Kakšne politike integracije? Ne? Mislim, tukaj je šlo za izključevanje, politiko izključevanja, maltretiranje in tako naprej. No in pol, Krivic reče, to je zanimivo, kar nadaljujte, se vmeša, čeprav ni vodo te mize. Pol je bilo tega konca, mi s Krivicom in z Aleksandrom Todorovićem se najdemo, si izmenjamo kontakte in od takrat naprej, od tistega dneva, od tiste okrogle mize, ko sem spoznala Aleksandra Todorovića, in tudi Krivica sem takrat spoznala, smo bili potem skozi v kontaktu. No, omenila si Matevža Krivica, On nekako v javnosti figurira kot rešitelj izbrisanih,
to drži popolnoma, ali je on recimo sodeloval pri tožbi za Evropsko sodišče, mogoče Urška? Ja, jaz mogoče bi tudi šla malček v to prejšnjo vprašanje, če smem, pa sem navezana na to vprašanje v bistvu tožbe na Evropskem sodišču. Namreč, podobno kot Jelka, sem tudi jaz v bistvu začela najprej sprositi za azil takratnimi, in nekako sem videla njihovo trpljenje in videla sem, do katere mere Slovenija, ki se kiti kot država, takrat če zelo jasno, ki spoštuje človekove pravice, ki je pravna država, videla sem to temno stran Slovenije, videla sem v bistvu že preko raziskav in sodelovanja s prosilci za azil, koliko stvari je zamolčanih. Potem sem šla v bistvu v Latinsko Ameriko in se v bistvu družila s staroselci, imela terensko raziskavo med staroselci Mapuche v Čilu in Argentini. In sami staroselci so mi rekli, kaj počneš tukaj, kaj počneš v bistvu med nami, če imaš pa v Sloveniji toliko drugega dela, gotovo, Rekli so, gotovo obstajajo tudi staroselci ali pa kakšni Mapuche, ki so izključeni, ki so marginalizirani, ki so v bistvu žrtve diskriminacije, kot smo mi tu. Pejdi domov in najdi te ljudi. Nekako sem s tem v bistvu v mislih šla nazaj v Slovenijo. Moram še to dodati, da so Mapuči izrazito v bistvu ljudje, ki se borijo za svoje pravice, ki nikoli niso nehali se bojevati za svoje pravice. In ko sem prišla nazaj, mi je v bistvu moj takratni prijatelj Roberto Pignoni, še zdaj, tudi današnji prijatelj, v bistvu takrat me je v bistvu prijatelj Roberto Pignoni vprašal, kdo pa so izbrisani. In sklop okoliščin je nekako me pripeljal do tega, da sem v bistvu začela govoriti z izbrisanimi. To je bilo katero leto? To je bilo leto 2004, torej, če je Jelka opisovala situacijo 2002-2003, sem jaz v bistvu se vključila in začela sodelovati z izbrisanimi leta 2004. In dejansko to, kar me je zelo presenetilo, je bilo to, ko sem počasi, podobno kot Jelka, začela luščiti to zgodbo, kaj se je njim pravzaprav zgodilo, to, kar mi danes vemo, to, kar v bistvu je napisano v teh različnih knjigah, kjer imamo v bistvu celovito zgodbo vzrokov in posledic, je bilo takrat na nivoju fragmenta. In ko so mi oni sami pripovedovali te zgodbo in sem nekako poslušala najprej s sumničavostjo, ker nisem mogla verjeti. Nisem mogla verjeti, ko mi je Todorović rekel, da je 5000 otrok bilo izbrisanih in izgubilo vse pravice. Nisem mogla verjeti njihovim zgodbam. In takrat v bistvu smo skupaj začeli te politične akcije. Sem se v bistvu vključila ne kot raziskovalka, ampak kot v bistvu njihova prijateljica, kot aktivistka, kot nekdo, ki jih podpira. In v enem momentu, to je bil po mojem ključen moment v mojem življenju, sem šla skupaj z Robertom Pignonijem do izbrisanih in sem v bistvu jih videla stradati. V bistvu Todorović in drugi so bili na gladovni stavki, ki je trajala že več dni. Njihova telesa so bila izčrpana. In takrat sem jih vprašala, na kaj bi jaz lahko naredila, da bi prenehali s tem stradanjem, ker dejansko smo se bali, da bi umrli. In takrat mi je Todorović rekel, ponudi mi kaj boljšega od tega. V tistem momentu je bilo ta njegov odgovor točen. Zakaj? Leta 2004 je v bistvu pravna pot v Sloveniji za popravo krivic izbrisanih bila dokončana. Ustavno sodišče se je izreklo večkrat v prid izbrisanih, ampak hkrati slovenska oblast ni naredila nič v zvezi s tem. Torej, ni sodbe Ustavnega sodišča spoštovala. Enako po politični plati smo mi prišli do mrtve točke. Mi smo, kot je Jelka rekla, organizirali okrogle mize, proteste, vse možne akcije na fakultetah in izven fakultet, po ulicah, na vseh možnih uradih in vseh možnih inštitucijah smo bili. Od UNHCR-ja, Visokega komisariata za begunce, do ne vem katerih drugih lokacij in inštitucij, ampak v bistvu se ni dalo več nič premakniti. In zato je Todorović takrat rekel, ponudi mi kaj boljšega. In to boljše je bilo to, kar sem takrat z Robertom izrekla. Rekla sva, pa dajmo iti na Evropsko sodišče za človekove pravice in dajmo vložiti tožbo tja.
Ko so to izrekla, je Aleksandar Todorović pograbil sendvič in ga dal v usta. In rekel, zdaj pa si ti odgovorna, oziroma vidva sta odgovorna za to, da sem jaz prekinil gladovno stavko. In računal na to, da bosta v bistvu sprovedla, da bosta uredila to, da bomo prišli na Evropsko sodišče. Zdaj, tukaj se je vredno ustaviti, zato ker je to bilo res dramatično zame. Ne? Zakaj? Jaz nisem pravnica, Roberto Pignoni, ki je bil ob meni, je matematik. Jaz sem antropologinja. Noben od naju ni imel nobenih izkušenj s pravom v smislu priprave nekih tožb in sploh nisem vedela, kako ne se tega lotiva. Prosila sem za pomoč Saro Pistotnik, ki je naša kolegica, tudi ona ni imela nobenih izkušenj s pravom, ampak skupaj smo začeli razmišljati, kaj pravzaprav narediti. Mi smo dali našo besedo izbrisanim. Najprej smo šli do različnih odvetnikov v Sloveniji in jih prosili, če lahko zastopajo na Evropskem sodišču izbrisane. Nismo si mogli predstavljati, da bojo vsi odvetniki, tudi z visokoletečimi imeni, ki jih danes poznamo in so zelo pomembni v javnosti, so vsi zavrnili, ker so rekli, da si nočejo uničiti kariere. Videli so v bistvu to, da bi zastopali izbrisane kot neko grozljivo, težko stvar. Hkrati so nam pa v bistvu skozi govorili, da je stvar zastarala, tako je enako govoril v bistvu krivic, da je stvar zastarala. Hkrati pa smo z izbrisanimi, ki so v bistvu bili ves čas zraven, to ni bilo tako, da bi pač bili ločeni, ampak smo se v bistvu skozi pogovarjali, smo vedeli nekaj, ne, da v bistvu ta pravna pot, ki vodi do Evropskega sodišča, mora biti v sozvočju s politično potjo. Torej, politična pot in pravna pot morata biti hkrati vzajemni in se morata oplajati. Torej, ne samo politična pot in ne samo pravna pot, ampak hkrati. Politična pot mišljeno Kot aktivizem, hvala. Kot aktivizem, kot v bistvu neprestano opozarjanje na krivice in tako dalje. Skratka, da zdaj skrajšam. Mi smo po nekem čudnem naključju, je Roberto Pignoni našel dva odvetnika, ki sta bila v bistvu strokovnjaka za evropsko pravo, oziroma za v bistvu tožbe na Evropskem sodišču, in sicer v Rimu, dva italijanska odvetnika, ki sta sprejela, da bo se zastopala izbrisane v tožbi na Evropsko sodišče. In to zastonj, pro bono. To je bil velik uspeh. Ampak tukaj se je zadeva sploh začela. Mi smo mogli v parih mesecih celotno zakonodajo slovensko, ki se navezuje na izbris, prevesti v italijanščino. To smo delali po noči, po dnevi, to so delali prijatelji, ki so ostali vedno v senci, recimo Gašper Mali in drugi prevajalci. Hkrati pa smo mogli zbrati celotno dokumentacijo glede primerov izbrisanih, ki bi lahko šli na Evropsko sodišče. Zdaj, moram reči, da smo tukaj res veliko ljudi sodelovalo. Sama sem šla pravzaprav dobesedno na teren, predvsem na obalo, ker vedela sem, da v bistvu na slovenski obali je ogromno izbrisanih bilo. In skupaj s različnimi kolegi, pa tudi izbrisanimi, smo iskali ljudi, ki so v najtežjih položajih. Ne. Tako smo recimo našli prvopodpisanega Milana Makuca, žal pokojnega, na klopci kot brezdomnega, ki je imel zelo razširjeno obliko raka po obrazu in ki ni dobil zdravniške pomoči, zato ker je bil brez zdravstvenega zavarovanja. Tako sem v bistvu recimo začela govoriti s tem človekom, ki je postal ključen človek za nas, ker si je prvi upal pravzaprav pristopiti in se postaviti v vrsto za tožbi za Evropsko sodišče. Zdaj, vsi ti ljudje so računali na nas in to je bila izjemna odgovornost in hkrati velika čast. Tisto, kar hočem povedati, je to, da je bilo vse to delo, vsa ta priprava na tožbo, dolgotrajno delo brez vsake podpore, institucionalne, torej nobena institucija nas ni podprla, nobena institucija nam ni pomagala, noben pravnik nam ni pomagal, razen ta dva italijanska. Dejansko smo v bistvu delali to tako, da smo v prostem času zbirali dokumente in jih potem z avtom peljali v Rim. Tudi grožnje so se dogajale, grožnje različnih vrst in grožnje čisto meni osebno in Roberto Pignoniju, do tega, da so nas poskušali na različne načine
pravzaprav prepričati, da je to nesmiselno početje. Zdaj, da se vrnemo k vprašanju Matevža Krivica. Matevž Krivic je naredil ogromno za marsikoga v Sloveniji, tiste, ki so bili najbolj marginalizirani, najmanj vidni. In tukaj se mi zdi, da se mu lahko zahvalimo. Tisto, kar je morda manj znano, pa je to, da je Matevž Krivic ravno, ko smo se odločili za tožbo na Evropsko sodišče, hotel tožbo preprečiti. Hotel je v bistvu nas nagovoriti, da ne hodimo po tej poti. Vem tudi za bila sem pričani zelo danes hecni, takrat lahko skoraj tragikomični anekdoti, ko je v bistvu tožniku Ali Berišu, izbrisanemu, ki ga je tudi on zastopal v neki tožbi v Sloveniji, je pravzaprav on sam vzel dokumente, da ne bi Ali Beriša šel na Evropsko sodišče za človekove pravice, in potem je Ali mogel svoje lastne dokumente ukrasti Krivicu, da potem smo lahko Alive dokumente pravzaprav ustavili znotraj tožbe na Evropsko sodišče. Zakaj je bilo to nasprotovanje, po tvojem mnenju? Po mojem mnenju je zato, ker je bil Matevž Krivic pripričan prvič, tako je rekel, direktno mi je rekel, da je tožba nesmiselna, ker je pač prepozno. Po drugi strani pa je rekel, da bomo osramotili Slovenijo, da bomo v bistvu osramotili Slovenijo na evropskem nivoju, in bilo je tudi pismo z njegove strani, kjer je v bistvu govoril o meni in o Robertu Pignoniju kot o ljudeh, ki hočejo škoditi Sloveniji. To pismo je napisal on, zato da bi preprečil sodelovanje določenih poslancev v Evropskem parlamentu z nami, ko smo v bistvu organizirali karavano izbrisanih v Evropski parlament v podporo tožbi. Zdaj, v resnici, jaz mislim, da je predvsem pomembno razumeti, da tisti čas so bile taki koraki, ki smo jih delali, izjemno težki, povezani z mnogimi čudnimi situacijami in tudi nevarnostmi. Zato mogoče je Krivic takrat pravzaprav hotel dejansko na drugačen način prispevati k slovenski zgodovini, bi lahko rekla. Jaz mislim, da v bistvu bila to, da smo dali na Evropsko sodišče tožbo, ključnega pomena, ker se je potem, ko smo v bistvu dobili in zmagali na Evropskem sodišču, se začela v bistvu pravzaprav odmotavati ta klopčič in smo v bistvu pravzaprav lahko še bolj z večjo močjo skupaj z izbrisanimi zahtevali pravzaprav in da se krivice, ki so bile takrat storjene ob izbrisu, povrnijo, in hkrati se je zahtevalo odškodnine.